Torej, razstava nekaj minut kasneje, ki je na ogled v galeriji Škuc, je nastala v okviru šolanja sveta umetnosti, šola za kuratorske prakse in kritiško pisanje, ki smo jo obiskovali kuratorji razstave. In ta situacija je nekoliko pogojevala tudi samo razstavo. Namreč razmišljali smo o tem, kaj pomeni ta heterogenost skupine. Gre za 6 kuratorjev, ki je to razstavo oblikovalo v sodelovanju z umetnikom, in to dejstvo je nekoliko specifično, čeprav ni unikum. In prvotna ideja naše, kaj želimo narediti za razstavo, je pravzaprav bila, da želimo razstaviti eno samo umetniško delo večkrat. To se je potem tekom snovanja razstave nekako spreminjalo v sodelovanju z umetnikom. Ampak se mi zdi, da že ta prvotna ideja nosi neko težo, saj smo s tem osredotočanjem na eno delo želeli nagovoriti heterogenost skupine nekako izza ovinka, če lahko tako rečem, torej razpiranje nekih potencialov znotraj enega samega umetniškega dela. To eno samo umetniško delo lahko morda vidimo tudi v navezavi s samim študijsko naravo naše skupine, se neko osredotočanje, poglobljeno razumevanje, poglabljanje v eno samo delo lahko povežemo s šolanjem, čeprav to ni najbolj morda pomemben vidik. Lahko pa tudi to razumemo kot opozarjanje na pomen razmišljanja o enem delu. In tudi nenazadnje smo želeli s tem upozoriti na neko določeno redukcijo, ki jo umetniško delo nujno doživi pri dajanju v vidno, pri postavljanju v nek kontekst specifične razstave. Torej, ko delo gledamo v kontekstu določene razstave, pravzaprav izgubi nekatere pomene, ki jih nosi v sebi. Torej smo s tem razprostiranjem dela želeli nakazati tudi na to redukcijo, ki pa je po eni strani seveda nekaj nujnega vedno, ko delo postavljamo v galerijo. Torej se sami ne izognemo temu, želimo pa le opozoriti na to. Izbrali smo delo Voranca Kumarja, Prva kava, oziroma iz tega je nastala tudi prva radijska igra Prva kava. To njegovo delo je izrazito večplastno, kar nam je potem tudi omogočilo takšen pristop. Naš pristop pa je pravzaprav tak, da se vračamo k delu, ko je to šele nastajalo. Torej, vračamo se k prvotnemu materialu, ki ga razstavljamo večkrat, in na ta način ta material niha med nečim, kar še ni delo, in nečim, kar že je delo. Torej, želimo ohraniti to tenzijo nečesa, kar šele nastaja, dela, ki šele nastaja. S tem pa opozarjamo pravzaprav na sam proces nastajanja razstave, proces nastajanja dela. V tem oziru je razstava pravzaprav tudi precej samonanašalna. Lahko bi tudi rekli, da bolj kot da govori o nečem, govori o sami metodi izjavljanja, o nekih zagatah izjavljanja. Delo, ki ga vidimo ponovno razstavljenega na tej razstavi, je nastalo iz na nek način še študijskih teženj po odmiku od nekaterih a priornih predstav o umetniku, statusu umetnika in umetniški produkciji. In sicer ena od teh predstav je predstava o navdihu, a priorni izbiri objekta, umetnikovega interesa in tako dalje. Se pravi, od določenih oblik nekih a priornih vzgibov v subjektu umetnika. Se pravi, iz želje podmika od teh a priornih form je ta projekt nastajal še v času mojega študija. In sicer zato je zahteval neko specifično metodo, ki se s težnjo potem, da bi se odmaknila od objekta, ki bi bil izbran naprej, oziroma od motiva ali pa nekega vzgiba, ki bi bil privzet, da se pač praksa premakne k neki zelo aksiomatski metodi. In ta metoda je bila pač v tistem času, začela se kot zelo dokumentaristična. Izbral sem nek določen proces, nek določen vsakodnevni dogodek, sicer dogodek pa proces kuhanja kave, na nek način nedogodek, spravi neko osnovno vezivo letnika in skupnosti v letniku, vendar brez nekih vnaprejšnjih predstav o tem, kaj naj bi material, kakšno obliko in vsebino naj bi ta material privzel. Začelo se je z neko dokaj minuciozno tehniko dokumentiranja s 3 kamerami,
ki je na neki točki, pač ta produkcija je na neki točki prevzela obliko nekega materiala, na katere sem pač lahko začel delati. Z formacijo te metode osvoboditi sem se želel neke določene svobode, ki je pripisana umetnosti in zato sem se pač moral preleviti v, ne vem, dokumentarista. Seveda je šlo že samega začetka za neko nastavljanje pasti. Na nek način sem si zastavil past. Že vnaprej sem seveda vedel, da bo ta dokumentarna metoda naletela na določene ovire, da bo spodletela, da bo postala še kako nedokumentarna. In temu sem pač želel slediti. Tako sem najprej naletel na problem govora udeleženih. Če sem želel, da moji sošolci in kolegi na akademiji in tudi obiskovalci govorijo sproščeno, sem moral jim zagotoviti, da bom umaknil njihov govor, da bom umaknil iz posnetkov njihov glas. In iz tega majhnega tehničnega problema so nastali recimo tako imenovani transkripti. Transkripti, ki na to nastopajo tako v preteklih delih kot v tej aktualizaciji v obliki materiala. Te transkripti so bili seveda narejeni zato, ker sicer sem moral umakniti govor, nisem pa želel umakniti samega diskurzivnega dela tega projekta, nisem ga želel izbrisati. Zato, da ne bi pač naletel na isti problem, kot na katerega sem naletel ob snemanju pač zvoka pogovorov, sem moral transkripte na to cenzurirati oziroma potemniti na določenih delih. To je bila seveda že vnaprej postavljena zaveza. In na ta način sem že ta dokumentarističen projekt izpostavil nekim določenim posegom, nekim določenim dokaj agresivnim, lahko rekli, posegom v material in s temi posegi sem seveda tudi nadaljeval. Na neki točki sem z videomaterialom in transkripti zaključil in sem nadaljeval projekt v naslednjem letu z neko drugo željo in sicer z neko željo, da bi material, ki sem ga v preteklem letu akumuliral in ki je seveda zavzemal neko popolnoma amorfno maso, neko obliko neke amorfne mase, sem želel to pač amorfno maso na to pretvoriti v neko določeno formo. Kot to formo sem izbral radijsko igro. Z izkušnjami, ki jih imam v gledališki produkciji, sem v bistvu se želel preleviti na nek način v scenarista, v tekstopisca, v dramaturga in sem na ta način popolnoma amorfno maso pogovorov, ki so zajeti v transkriptih, sem jo pač pretvoril v radijsko igro. Potem, ko sem sledil zavezi kolegom po diskretnosti in po zaupnosti, ki jo atelje kot tak prostor pač ima. S tem, ko sem njihove pogovore transkribiral, pretvoril v tekst in nato ta tekst tudi na določenih delih potemnil, s tem sem pravzaprav prišel do nekega materiala, ki je bil presenetljivo prazen vsakršnega smisla. Transkripti so zajeli obliko neke amorfne mase teksta brez posebnega pomena, brez generalnega smisla. In v naslednjem koraku sem si za izziv vzel to, da bi to amorfno maso govora, praznega blebetanja pretvoril v neko določeno obliko, ki bi bila zmožna evocirati vsaj minimalen pomen. Zato sem svoje delo spet pretvoril iz dela dokumentarista v delo dramatika, v delo dramaturga in sem iz teh transkriptov poskusil narediti dramski tekst, ki bi ga ta dramski tekst pa na to realizirati v radijski igri. Kar je bilo zame posebno zelo zanimivo je to, da sem iz morda 200 strani transkriptov uspel izluščiti bore malo delov, v katerih je bilo mogoče zaslediti vsaj možnost za tvorbo dramskega besedila.
To tudi, seveda, te transkripti do dramskega besedila v pravem pomenu besede nikoli niso prišli, obviseli so nekje vmes in ravno to se mi zdelo morda zanimivo. Kar pa sem tekom tega dela ugotovil, je pač seveda to, da je pomen in smisel, ki so ga te radijske igre nosile, ni toliko izviral iz izvirnega pomena pogovorov, ki so bili transkribirani, ne iz skritega pomena, ki bi ga bilo potrebno izluščiti iz transkriptov, kolikor je toliko bolje pač ta pomen izšel iz gole forme, v katero sem to amorfno maso transkriptov zajel. Gola forma radijske igre, dramskega teksta, gola forma nekega, lahko rečem, tudi scenarija, to, da se not nahajajo didaskalije, to, da so pač ob tekstu opombe, to, da je tekst pripisan določenim imenom in to na specifičen način. Ugotovil sem, da je bolj stvar forme kot pa vsebine to, ali pač lahko neka masa teksta izrazi nek določen pomen in ali je zmožna biti zajeta pod nekim smislom. Proces, ki sem ga poskusil prakticirati ob pisanju radijskih iger, ob pretvorbi te amorfne mase transkriptov v radijske igre, to je bil nek postopek, ki sem ga vzel za svojega tudi pri snovanju te razstave. Zdaj sem sodelovanju z kolegi kuratorji. Se mi zdi, da smo se vsi na nek način pretvorili v interprete nekega materijala preteklih razstav. In ta material je morda na celotni ravni še najbolj deloval, kot so delovali v času nastanka, recimo temu izvirnih del transkripti. Na podoben način, kot sem se loteval sam transkriptov in iz njih poskusil izvleči nek minimalni smisel, tako smo se tudi s kuratorji poskušali lotiti vseh preteklih razstav, jih tretirati kot material, kot nek material, ki v sebi ne nosi nekega pomena, nekega smisla, ki ni a priori že smiselen, in smo ga poskusili na nek način s podobnimi, skorajda dramaturškimi tehnikami privesti do pomena. Iz tega tudi izhaja kar pretežna uporaba teksta v razstavi. Iz tega izhajajo tako imenovana prostorska vodila, teksti na stenah, deli transkriptov. Iz tukaj tudi izhaja ta težnja, da bi z tekstom, ki ga vsebuje delo, samo razložili tudi samo razstavo. To je ta samonanašalna težnja, da bi poskusili na podlagi materijala samega, ki sam po sebi seveda ni zares pomenski in smiselen, izvleči neko določeno formo smisla, ki bi lahko tudi definirala format razstave. Pri snovanju razstave nekaj minut kasneje smo se kuratorji in umetnik lotili ene mase materijala, ki je nastal, ko je Voranc se lotil tega projekta pred 4 leti. Tukaj gre za material, torej videomaterial, audiomaterial in pa precej tudi enega tekstovnega materijala. Vsaka od teh področij ima neke svoje specifike, torej znotraj okvira tega dela. Nas pa je ravno to zanimalo, pravzaprav, kako to delo, ki je tako vsebinsko kot materialno, tako večplastno, lahko nekako opazujemo skozi različne optike in v resnici, ja, kje se kaže potem ta tenzija, ta meja med nečim, kar je dokument, nečim, kar je delo, kar mogoče sploh še ni delo. Zdaj, zanimivo pri tem je bilo, da smo se jasno mi kot kuratorji tega lotili s čisto nekimi svežimi očmi, v resnici pa je tudi Voranc pristopal tudi z neko
najmanj časovno distanco. Pri snovanju razstave smo se držali neke točke, kjer smo poskusili ohranjati delo med neko nedovršenostjo in dovršenostjo. To se pravi, iskali smo napetost materiala, preden se zaključi. Na nek način je razstava sledenje našim postopkom, našemu raziskovanju materiala in metodologiji, ki smo jo pri tem iskali in razvijali. Še ena stvar, ki je zanimiva prav pri tem delu, oziroma prav pri materialu, ki smo se ga lotili, je pa to, da v taki obliki v resnici sploh še ni bil razstavljen. Vsakič, ko je bilo to delo razstavljeno, predhodno je bilo na malo drugačen način. Na način, da je bil pač izpostavljen nek aspekt, v tem smislu nekateri deli te ogromne mase materijala. Mi smo se zdaj odločili oziroma odločali vse skozi. En tak pomemben del tega procesa je bil ravno to, kako nas je ta Vorančev postopek nastajanja tega dela in samo soočanje s tem materialom, ki smo ga spoznavali prvič, kako nas je vodilo v resnici k razmisleku o tem, o materialu samem in o nastajanju, o postajanju, o tem, kako lahko o delu govori razstava, sploh razstava postavljena v specifičen prostor, kako prostori sami nekako potem sugerirajo neke povezave med različnimi vrstami materijala, kaj nam govori eden od teh delov, kaj nam recimo govori audio material, kaj nam govori video material, kako recimo o delu govorijo sami prevodi iz enega medija v drugega. Gre namreč za to, da je ena bistvena lastnost tega Vorančevega dela prav ta prenos iz življenja v umetnosti skozi nek vsakokraten prenos v različni medij. Kaj se zgodi ob tem, ko v prenosu iz enega medija v drug medij nekaj umanjka in hkrati se nekaj novega spet poraja, neka nova vprašanja, neke nove ugotovitve, nek nov aspekt samega materiala, ki postaja to umetniško delo. Naslov razstave nekaj minut kasneje je vzet iz didaskalije enega izmed scenarijev za radijsko igro, ki jo je napisal in to izvedel Voranc. S tem se pravzaprav držimo te neke samonanašalnosti, ki smo jo uporabili že tekom snovanja same razstave. Torej pravzaprav delo samo pripoveduje o razstavi. Nekaj minut kasneje lahko razumemo tudi čas, ko se vračamo k tem delu, k delu se namreč vračamo kasneje. Poleg tega pa nekaj minut kasneje nakazuje tudi na nek premik pomena, na neko čakanje, na nek pomen, ki se zares ne zgodi. In tako lahko razumemo tudi našo razstavo, kot iskanje nekega pomena, ki se nekoliko izmika. S tem, ko je naslov vzet iz scenarija, pa se mi zdi, opozarjamo tudi na neko dramaturškost, ki jo lahko čutimo v sami zasnovi razstave. Razstava se osredotoča na neko izjavljanje, na proces izjavljanja. Razstava pa je v resnici postavljena na ta način, da soočamo posamezne segmente, ki so nastajali tekom tega Vorančevega procesa. Nekateri so na način, kot so postavljeni tukaj, tako postavljeni čisto prvič. Gre za to, da smo posamezne segmente poskušali nekako soočati, poskušali na ta način prikazovati neke razpoke, ki nastajajo v samem kreativnem procesu, prikazovati točno to napetost med delom v nastajanju, med materialom, ki je to delo. In v tem smislu smo res poskušali pustiti razstavi, da govori sama o sebi, razstavi pustiti, da govori o delu samem. Na ta način smo recimo uporabili nekatere odlomke iz
transkriptov pogovorov v ateljeju, ki jih je Voranc torej dokumentiral. Tako da smo pravzaprav uporabili tiste odlomke, ki govorijo o projektu v nastajanju, ki nekako razkrivajo ta postopek, ta proces, in smo jih torej postavili na način, da v resnici delujejo samonavnašalno, da govorijo o tem delu in pravzaprav hkrati o tokratni razstavi. Pri snovanju koncepta razstave smo se poskušali držati nekih izhodišč, ki sem jih zastavil že ob snovanju izvirnih del, oziroma originalnih del, kako bi temu rekli, izpravi del iz leta 2014-2015. In posebno nas je zanimala ta napetost med nekim dokumentarnim materialom, med neko dokumentacijo, med dokumentom in na drugi strani med naracijo, režijo in potvorbo tega domnevno izvirnega dokumentarnega materiala. Kar se mi je kot problem ali zagata pokazalo že ob začetkih dela na tem projektu, leta 2014, je bilo to, da čeprav sem imel težnjo po neki skrajni dokumentarnosti, težnjo zgolj po tem, da bi v prostor postavil kamere, postavil nek receptor, nek aparat, ki je bil zmožen zajemati sliko in zvok, da sem nehote in popolnoma spontano in pa neki nujnosti celo se znajdu ne zgolj v vlogi režiserja, ne zgolj v vlogi nekoga, ki moderira to dogajanje, ki bi ga želel zgolj in samo dokumentirati, ampak sem se pojavil celo v vlogi performerja, igralca in na nek način že v začetku skrenil z te dokumentarne poti. Seveda, to ni bil terminalen problem, niti najmanj, kot sem povedal, sem že z začetka pričakoval to spodletelost, te neobhodne zagate in sem želel na njih graditi projekt dalje. Morda iz tega izhaja ta težnja, ki smo tudi realizirali, da bi pri lastni interpretaciji in pri lastnem branju in razumevanju tega materiala se zanašali na te transkripte. Te transkripti so morda popolnoma neuporabni za tvorjenje večjih, širših narativov, pa vendar so ključne za to, da smo se sedaj, ko smo se vračali k materialu, ko smo se vračali k preteklim delom, da smo jih lahko skozi te transkripte sploh interpretirali in brali. In v teh transkriptih je zelo, kar je še mene presenetilo, zelo jasno izpostavljena ta moja zagata. In sicer to, da kot je okoli mene razvidno, to, da me tudi kolegi tretirajo kot režiserja, da kolegi od mene pričakujejo, da bodo dobili navodila o tem, kako naj se vedejo, čeprav je seveda moja težnja popolnoma obratna. To, da se jaz sam znajdem v vlogi performerja, ki kuha kavo, čeprav to seveda sploh ni bil namen, pa vendar, če sem bil sam v ateljeju, sem sam kuhal kavo. Do tega, da sem iz nekoga, ki bi se popolnoma želel izvzeti iz procesa kot avtor, kot umetnik, nastopa v vseh številnih drugih vlogah, kot sem že večkrat naštel kot režiser, dramaturg, igralec, performer, karkoli, snemalec. In ravno ta izmenjava teh identitet, avtorskih identitet, se nam je zdela zanimiva. Jaz seveda v tistem času, ko sem ta projekt aktivno na njem delal, mi ta dilema še ni bila toliko jasna, oziroma nisem jo znal tako jasno morda artikulirati, pa vendar sem konstantno se nahajal znotraj te dileme in sem na nek način je bila ravno ta dilema tista, ki je pravzaprav po mojem potrebovala nastanku in nadaljevanju projekta. Morda sem že res začel kot dokumentarist, pa vendar sem ugotovil, da sem že z začetka bil vse drugo, zato sem si tudi kasneje dovolil nastopiti v tej najbolj, ko bi rekel, do materiala nasilni vlogi, v vlogi dramaturga, ki aktivno posega v nek material, ki je bil popolnoma dokumentaristično akumuliran, ki zelo agresivno in nonšalantno posega vanj in
in ga potvarja in pretvarja in poskuša vanj vtisniti nek smisel, za katerega ne mogoče reči, da je bil prisoten že pred posegom samim. No.